Kulturna panorama. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v naši redni tedenski oddaji, ki povzema najnovejše kulturno dogajanje. V njej bomo najprej predstavili novo knjigo slovenskega filozofa Slavoja Žižka z naslovom Nebesa v rasulu. Gre za zbirko esejev, v kateri se avtor v svojem značilnem lucidnem slogu loteva številnih perečih družbenih tem, kot so okoljevarstvena kriza, dogajanje na Bližnjem vzhodu in v vzhodni Evropi ter mnogih drugih. V Kinu Šiška pa je odprl vrata 10. bienale neodvisne ilustracije. Razstava predstavlja 21 avtoric in avtorjev, ki raziskujejo presečišča med ilustracijo, umetnostjo in oblikovanjem. V Mestni galeriji Ljubljana so odprli pregledno razstavo del na papirju multimedijskega, konceptualnega in performativnega umetnika Staneta Jagodiča. Izvedeli boste, kdo je dobitnica Jermanove nagrade 2025, predstavljamo pa tudi zbirko Rudolfa Maistra o nekaterih prelomnih dogodkih na Slovenskem, Štajerskem in v Prekmurju, ki so se zgodili v času njegovega življenja. Ob koncu oddaje pa še nekaj besed o digitalni knjižnici Slovenije, ki praznuje 20 let delovanja. Ostanite z nami. Oddajo Kulturna panorama pripravljamo v uredništvu za kulturo 3. programa Radia Slovenija, programa Ars, tokrat pa jo vodim Ana Rozman. V torek so v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavili novo delo Slavoja Žižka z naslovom Nebesa v rasulu. Avtor ga je napisal v angleščini, nastajalo pa je ob koncu obdobja pandemije COVID-19. Slovenski izdaji, za katero je prevod prispeval Igor Harp, je dodano poglavje z naslovom Dobrodošli v dobi paradoksa o lažnivcu. To delo, ki ga je izdala Cankarjeva založba, je napisano v značilnem Žižkovem slogu, polnem paradoksov, preobratov in uvidov. Slavni filozof v njem razmišlja o današnjem svetu, njegovih fenomenih, lokalnih politikah, globalizaciji in drugih perečih temah. Več Gregor Podlogar. Po 2 letih spet lahko v slovenščini beremo novo delo Slavoja Žižka z naslovom Nebesa v rasulu, ki pa ni zares novo, saj je v originalu pod naslovom Heaven in Disorder išlo že konec leta 2021, torej proti koncu pandemije COVID-19. V njem Žižek nadaljuje s pisanjem, po katerem ga poznamo že vrsto let. Spoj filozofije, kulturnih analiz in politične provokacije ter, na drugi strani, razgaljanje protislovij današnjega sveta. In prav današnji čas je v spredju tega dela. Slavoj Žižek. Živimo v odprtem času. Ni možne več nobene, niti Fukuyama, te liberal-optimistične, niti tradicionalno-socialistične vizije. Tja gremo in če bojo težave, sam pomeni, da nismo prišli tja, kamor bi po globli zgodovinski logiki morali. Se pravi, jaz nočem tukaj dati odgovorov, samo v dobrem pomenu vas hočem zmesti. Žižek je do zdaj objavil preko 50 samostojnih knjižnih del. Kakšno mesto pa zavzema delo Nebesa v rasulu znotraj njegovega obsežnega opusa, recenzent tega dela in odličen poznavalec Žižkove misli, dr. Peter Klepac. Žižek zadnje čase piše bolj teoretska dela in tudi neke takšne aktualno-politične intervencije. To delo v bistvu spada med aktualno-politične intervencije, ampak jaz bi rekel, da v zadnjem času predstavlja neko tako sintezo in je zelo zgoščeno, je zelo zanimivo, zelo heterogeno in pokriva pač celoten spekter enega dogajanja, ki se je dogajalo pred leti in ki se nam dogaja še vedno in s svojimi analizami v vidi pravzaprav predstavlja tudi neko videnje prihodnosti, ki nas še čaka in s katero se bomo morali soočati. Žižek je danes eden najvplivnejših sodobnih filozofov in najbolj citirani slovenski avtor, si je za naslov tega dela sposodil znameniti citat Mao Tse-tunga: pod nebesi je vse v rasulu, situacija je odlična.
Z njim je nakazal, da svetu vlada kaos in da družbeno tkivo trenutnega reda razpada predvsem zaradi različnih kriz in političnih simptomov, kot je ta, da resnica v sodobni politiki ne temelji več na dejstvih, temveč na občutku pristnosti. Vendar, kot je poudarja Žižek, sodobni populizem in liberalna politična korektnost sta zgolj dve obliki ideološkega laganja. Resnična politična gesta se po njegovem začne šele s korakom umika. K temu pa še dodaja. Upanje je izgovor tistih, ki namesto, da bi delovali zdaj, čakajo na nekoga drugega, da bo naredil zanje. In jaz potegnem konsekvenco iz tega. Ne samo, da obup ni to obupam, pa se umaknem v pasivnost, to je običajna oblika uživanja danes. Ena od oblik, kako se sprijaznimo s katastrofami, je usedi se in uživaj. Prava dejanja, spremembe, ki peljejo v prihodnost, so narejena iz obupa. In kje vidim možnosti? Naprimer, COVID. To je bilo neko za mene, ne sem zaradi privatnih razlogov, sediš doma, prijatelji te lednjavijo, kaj hočeš lepšega od COVID-a, ne, pa lahko delaš. Ampak, a veste, da celo taka konzervativca kot Boris Johnson in Trump sta delala ukrepe, uveljavila, ki bi bili 2 leti prej razglašeni za komunistične. Trump je dejansko se že pomikal k temu, kako se mu reče, univerzal dohodek. Vsaka družina je dobila, ali celo posameznik, ne vem, ček za $2000, dobro, še več je šlo korporacijam, pustimo to. Samo, veste kaj je za mene izjemno zanimiv rezultat COVID-a. Prej so govorili ti prevladujoči ekonomisti, trg je nekaj tako krhkega, če za 1% dvignemo davke, se bo vse sesulo. Takrat se je pa vse, država je trošila kot nora, vse se je in. A je kaj bilo bistveno slabš ekonomsko? Ne. Prvi nauk od mene je, če nič drugega nas bo prihajajoča kriza, prihajajo še hujše krize, pripeljala ne do tega, Stalin, komunizma, ampak do neke vrste sistema, v katerem bo potrebna izjemno močnejša mednarodna kooperacija, kolaboracija in kjer bo morala država ne ukiniti trg, ampak intenzivno določati koordinate, posegati v trg. In kot še poudarja Žižek, so danes pravzaprav sama nebesa v razsulu, kar pomeni ne le, da smo v globoki krizi, ampak nam manjka tudi merilo, s katerim bi merili nered. Kar je ponazoril, kot je zanj značilno, z vicem o 3 ključnih voditeljih današnjega sveta. Zamota je nered, ampak ta nered, zmeda tukaj na zemlji, je samo dokaz, da se stališča, lakanovsko rečeno, velikega drugega zgodovinske dejavnosti, pa stvari napredujejo. Moja teza je pa, da danes so pa sama nebesa v razsulu. To pomeni, ni samo, da so zadeve na zemlji v globoki krizi, ampak manjka nam neko samo merilo, veliki drugi standard, s katerimi bi nered menili. Nimamo globalne orientacije, tam je razsulo. In tukaj mi pride nek vic, ki je prvo bil iz časa Nixon-Brežnjev, pol pa sem ga jaz sam, ki mi je precej uspelo, mislim, prevedel v današnji čas. Danes vladajoči na svetu, se pravi Putin, Xi, kitajski pa Trump, srečajo Boga, vsak mu lahko postavi eno vprašanje. Prvo reče Putin, kako bo zdaj, ko zmagujemo v Ukrajini, a bo Evropa naša? Bog reče, ne. Lahko, da boste dobili Ukrajino, ampak čez 20-30 let boste kitajska provinca. Putin se žalostno obrne stran in začne jokati. Potem Xi, kitajski, ves vesel vpraša, torej Rusija bo naša, kako bo pa z nami? Bog reče, mogoče bo Rusija vaša, samo gospodarsko se vam pa ne bo išlo, ne sem, da ne boste dobili Tajvana, še Tajvan vas bo koloniziral, slabo bo šlo. Xi se obrne naokoli in začne jokati. Zdaj pa pride, če veste kaj minimalno o Heglu, veste kaj bo obrat.
Pol pa Trump stopi naprej, prav krasno, in kako bo, ko bom jaz na oblasti 10-20 let, se veste, kaj je odgovor. Bog se obrne okoli in začne jokati. To se danes dogaja. Žižkovo delo Nebesa v Rasulu so po eni strani osvetlitev dogajanja v svetu in hkrati odziv nanj, po drugi strani pa tudi razmislek o tem, kaj nas čaka v prihodnje in kaj lahko pri tem storimo. V Kinu Šiška v Ljubljani pa so odprli 10. bienale slovenske neodvisne ilustracije. Začel se je zaradi potrebe po razširjeni opredelitvi pojma ilustracije v kontekstu sodobne umetnosti. Poleg otroških slikanic, stripov in plakatov, umetnice in umetniki ilustracijo uporabljajo tudi v skulpturah, ulični umetnosti ali ob dokumentaciji performansa. Poleg odprtja skupinske razstave je potekala risarska akcija v živo, izvedli so delavnico kratkega stripa, podelili pa so tudi drugo Kržišnikovo nagrado. Dogajanje je obiskala Urška Savič. Ilustracija je medij, ki je lahko vključen v najrazličnejša umetniška dela. Tega se je že leta 2007 zavedala organizacija Tretja roka, pobudnica Bienala slovenske neodvisne ilustracije. Ob svojih začetkih je Bienale neodvisnih podpiral predvsem umetniške oblike, ki še niso imele dovolj prostora v galerijah in muzejih, recimo grafite. Od takrat se je na kulturnem področju v Sloveniji že marsikaj spremenilo, ulična umetnost je tako postala del muzejskih razstav. Izvršna producentka Bienala neodvisnih Irena Silič pa poudarja, da so njihove usmeritve še vedno podobne, kot so bile na začetku. Letos je 10. edicija, se pravi naslednje leto bomo praznovali potem 20 let od prvega bienala. Specifika bienala je predvsem, da podpira nekomercialne projekte, nudi ta prostor za različne zvrsti in kontekste ilustracije. Podpira horizontalno selekcijo, se pravi, da se v tem primeru organizacijska ekipa izvzame iz neke kuratorske vloge in jo prepusti avtorjem samim. Se pravi, oni kot nekim strokovnjakom na tem področju, ki potem najdejo oziroma predlagajo svojega naslednika. V tem času smo zvrstili kar že več kot 180 avtorjev različnih generacij. Včasih ta horizontalna selekcija gre tudi v bistvu ven iz meja Slovenije, tako da letos imamo 2 tuji avtorici. Na Bienalu razstavljajo avtorice in avtorji z področja sodobne ilustracije, ki ilustratorsko prakso vključujejo tudi v druge raznovrstne umetniške in oblikovalske prakse. S kakšnimi umetniki in umetnicami ponavadi sodelujejo, opiše Irena Silič. Gre za avtorje, ki so tako ali drugače povezani z neko umetnostjo, z neko umetniško formo. Eni so avtorji, ki prihajajo recimo, imajo neke akademska ozadja, teri sploh ne, so samouki. Veliko njih je mogoče se izobraževali na področju neke umetniške prakse, pa ne morejo od tega živeti oziroma delajo za to neke komercialne projekte za preživetje. Tako da potem tukaj recimo jih spodbujamo k tem, da ustvarjajo lahko neke popolnoma umetniške stvari, želje, ideje, ki se jim mogoče pletejo po glavi že dalj časa, pa niso imeli še priložnosti ali pa prostora to lahko realizirati. Običajno zdaj naredimo eno skupinsko razstavo vedno, ker v tej skupinski razstavi prepletamo za vse te različne stile izražanja posameznikov in naredimo pač neko lepo zaključeno celoto, ki lahko komunicira kljub tej raznolikosti stilov, konteksta ilustracije recimo. Bienale neodvisnih je med mladimi avtorji dobrodošel, saj za svobodomiselno rabo ilustracije ni veliko prostora pri naročnikih, ki že točno vedo, kaj hočejo. Dobra umeščenost in prepoznavnost v stroki se zgodi šele z medsebojnim povezovanjem avtorjev, meni ilustrator Matic Flajs, član kolektiva Sreda v sredo, ki se posveča delu z dandanes redko uporabljeno grafično tehniko globokega tiska. Kot eden izmed avtorjev na skupinski razstavi Bienala neodvisnih je povedal še, kakšen odnos ima do ilustracije v svojem delu. Matic Flajs.
Se mi zdi, da v vseh mojih delih ima ilustracija svoje mesto. Se mi zdi, da je vedno nekako osnova. Veliko jo znam kombinirati s fotografijo. V osnovi pa mislim, da tudi če je ilustracija v nekem svojem najbolj osnovni možni obliki, kot likovna prvina, kot risba, črta ali pa točka, se mi zdi, da jo umeščujem v vsa svoja dela. Zdaj konkretno to, kar razstavljam, je serija ilustracij, ki se sestavljajo ali serijo plakatov ali pa bodisi nek dekonstruiran strip z neko zelo tako široko narativo, ki jo jaz nekako vidim, jo hočem predstavljati, ampak zraven še vedno puščam risbi pa ilustraciji v spredje. Tako da tudi ta bienale neodvisna ilustracija. Jaz sem si v bistvu že zelo dolgo želel biti del tega, ker se mi zdi ena redkih ali pa mogoče celo edina razstava pri nas, ki je zelo nišno zastavljena, ampak vseeno pokriva toliko nek širok spekter umetniškega ustvarjanja, glede na to, da je ilustracija aplikativna na vse zvrsti umetnosti, da je neka taka razstava, kjer je toliko široko zastavljena in umešča nekako neke neumestljive umetnike, kot sem jaz. Letos se na Bienalu neodvisnih predstavlja 21 umetnic in umetnikov, ki v svojih raznolikih delih zajemajo sodoben duh časa. Horizontalni kuratorski pristop organizatorjem omogoča, da ohranjajo nenehen stik z novimi avtorji in avtoricami. Tako spoznavajo ljudi, ki jih sicer ne bi, in si širijo obzorja, pravi Irena Silič. Letos imamo otroško ilustracijo, potem imamo recimo kar nekaj skulptur tudi letos. Recimo Matic ima čisto druge vrste ilustracijo, kjer so risotiski prepleteni s folijami, kjer se igra potem svetlobo. Imamo nekaj zinov tudi, potem imamo keramiko, imamo z lesom tudi skulpture, imamo recimo tudi vezenine. Recimo v prejšnjih letih smo imeli tudi čipko, Imeli smo tudi že performance, grafite, street art. Vse te zvrsti, vsaj v neki fazi ustvarjanja, vključujejo neko ilustracijo, v bistvu, ali pa če vsaj na neko vizualno podobo v glavi, s katero umetnik začne ustvarjati. Recimo. V prejšnji bienalni ediciji so organizatorji pričeli s podeljevanjem Kržišnikovega priznanja. Letošnjega prejemnika, večmedijskega umetnika Marka Požlepa, v njegovem ustvarjanju vodi radovednost in možnost ustvarjanja paralelnih svetov, kjer so možna preizpraševanja drugačnih vprašanj, s tem pa pridobivanje neobičajnih odgovorov. Umetnik želi izkušnje, ki jih med projekti pridobi, prenesti na občinstvo, uspešen prenos pa pogojuje pravilna izbira medija predstavitve. Tako je v svojem ustvarjanju preigral že kar nekaj možnosti iz raznih sredstev, vse od dokumentarnega performansa, knjige, gledališke igre, slike in filma. Prejemnika nagrade predstavi Irena Silič. Drugo priznanje Tomaža Kržišnika za življenjsko predanost iskrenemu in samosvojemu vizualnemu izrazu letos podeljujemo Marku Požlepu. Se pravi, gre za te neke medzvrsti, drugačnosti, se pravi, Mark ima kar dost nekih takih daljših življenjskih projektov. Tako da letos imamo v ta namen tamle razstavljene 4 njegove knjige, ki so povezane s projekti. Dost tudi kar ima neke performativne prakse, v bistvu drugače pa kar močen tudi vizualni umetnik. Gre za neko to res raznolikost, za ta nek samosvoj stil, ki vztraja v tem morju in poplavi vsega. Bienale neodvisnih bo na ogled do 28. novembra. Anomalije in bizarnosti sodobne družbe, človeško agresijo, tehnologijo in ekologijo že dobrih 50 letij duhovito in večpomensko interpretira Stane Jagodič, ki kljub težkim temam išče univerzalne in brezčasne vrednote. Multimedijski, konceptualni in performativni umetnik, futurist, magični realist, konstruktivist, dadaist, vizualni satirik. Vse to in morda nič od tega zares. Predvsem je ves čas razvijal osebno in močno umetniško govorico. V Mestni galeriji Ljubljana so v sodelovanju z galerijo Foton pripravili pregledno razstavo Nemirno oko, na kateri so se posvetili Jagodičevim delom na papirju, risbi, grafiki, fotografiji in fotokolažu. Žiga Bratoš. Stane Jagodič se je že sredi 70. let prejšnjega stoletja simbolično poslovil od slikarstva. Ob reki Savi,
sem na slikarsko stojalo postavil veje in jih z vžigalicami, položenimi na paleto, prižgal. Ne da v slikarstvu ni več videl prihodnosti na splošno, zgolj on je pač moral naprej. Sledili so rentgenski kolaži, kjer denimo kot simbol večnosti v sobivanje postavi človeški skelet in egipčansko božanstvo, pa digitalni konstruktivizem, ko na elektronsko vezje pripne kipec Jezusa. Plastično lutko položi na ramo kipa Miloške Venere. A njegov risarski talent, duhovite barvne kombinacije, ekspresija in hkrati težnja po geometričnem redu, torej vse tisto, kar izhaja iz likovnega jezika, je vztrajalo in zato nič od naštetega ne izpade banalno. Je pa nekaj ironije v tem, pove sokustos razstave Dejan Sluga, da je bil pri strokovni javnosti najmanj opažen prav tisti del Jagodičevega opusa, ki je najpomembnejši. To so fotografije in fotokolaži. Stane je bil tak tipičen, jaz bi rekel celo prvi in mogoče ostaja tudi najpomembnejši umetnik v slovenski umetnosti, ki je uporabljal fotografijo in uporabljal jo je dejansko na izjemno izviren, eksperimentalen, neoavantgarden, postmodernističen in ne vem, katere izraze vse bi še lahko uporabil, ker je tudi ta njegova ustvarjalnost v segmentu fotografije, konec 60-ih, 70-ih, začetek 80-ih, to je ponovno neka eksplozija ustvarjalnosti in gre kot neka točka singularnosti, če uporabimo neke kozmološke pojme, in gre iz te točke singularnosti v vse mogoče smeri. Tako da je zato ta njegova fotografija, ki pa nastaja ne v kontekstu nekega obstoječega miljeja, kjer se, kot je to bil običaj, recimo vsaj na Zahodu, ali pa tudi v tradicionalno bogatih kulturnih okoljih, fotografsko razvitih, neke Prage, Budimpešte, Varšave, kjer so kljub socializmu, torej nekemu režimu, ki ni bil naklonjen vsem zvrstem umetnosti, so takrat delovali umetniki, ki so podobni Stanetu, ampak on za njih ni vedel. Stane je torej nek tak zelo individualen primer. Stane Jagodič je izrazito družbeno angažirani umetnik. Človeško agresijo, vojne, kapitalistične zanke, ekologijo interpretira večpomensko. Želi pokazati, da je resnica stvar perspektive. Kritizira človekov napredek, predvsem tehnološki, a ga hkrati občuduje. Kot mojster karikature in vizualne satire je vedno znal v sporočila vnašati tudi humor, pa vendar imajo tako on, sama osebnost kot njegova dela v sebi neko mističnost, kdaj celo srhljivost. Takole se na primer spominja ene svoje akcije. Poročali so, da je nekoga povozil vlak. Umetniško sem se odzval tako, da sem na tračnice pripel mlinček za meso in ga fotografiral. Nič me ni navdušilo v njegovi umetnosti, zmrazilo me je in prestrašilo, se svoje mladostniške izkušnje spomni sokustosinja Barbara Sterle-Vurnik. Ja, to je res. Jaz se spomnim, da me je v bistvu ziritiralo naravnost to, kako on z ostrino brez dlake in jezika zelo naravnost skozi svoje angažirane risbe z zelo malo sredstvi, minimalno in z udarnim naslovom direkt zareže z ostrino britvice. Zelo je na meji, da bi nekdo rekel, da je preprost in dobeseden, ampak ravno prav čas se ustavi, da ni dobesedno, da ni banalno in da pusti prostor za neizrečeno. In to se mi zdi zelo pomembno. V smislu, tako kot je on podajal stvari, so se mi zdele strašljive v tistih časih. Če odmislimo tiste njegova dela, ki so poetična, ker vemo, da on skozi se preigrava meje med poetičnim in brutalnim realizmom. In ta njegov brutalen realizem, ne bi si jaz njegovih stvari nikoli, tistih, ki so res ostre, ne bi bivala med njimi. Mi pa dajo zelo misliti. In umetnost itak ni zato, da bi bila lepa, čeprav lahko tudi je, ampak ta humor, ki ne zabava, ampak v bistvu razmišlja, je tisti, ki je v bistvu ključen pri njemu. Stane Jagodič je bil član strokovnih žirij doma in v tujini, pa ustanovitelj skupine Grupa Juni v 70-ih letih, ki je po zgledu mednarodnih smernic odstirala nove in obrobne umetnosti. Bil je pobudnik in vodja, sicer danes zamrlega trienala satire in humorja Aritas.
V Mestno galerijo Ljubljana se njegova umetnost vrača po 50 letih, a ne kot nadaljevanje, ampak predvsem kot poskus novega branja umetnikovega ustvarjanja, saj se v takšnem obsegu prvič predstavlja javnosti. V galeriji Foton pa si lahko ogledamo še spremljevalno razstavo z naslovom Zakaj? Družbeno angažirani fotokolaž. Iz razstavnih prostorov pa med knjižne platnice. V prostorih Društva slovenskih književnih prevajalcev so minuli teden podelili Jermanovo nagrado 2025. Društvo nagrado podeljuje za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Nagrado, ki je bila ustanovljena leta 2013 in prvič podeljena 2 leti pozneje, so poimenovali po uglednem slovenskem filozofu in prevajalcu Franetu Jermanu. Letos so bili nominirani prevajalki Miljana Cunta in Helena Marko ter prevajalec Aleš Maver. Na podelitvi je bila Sanja Rejc. Strokovna komisija v sestavi Nada Grošelj, Nadja Dobnik in Sonja Weiss je Jermanovo nagrado soglasno podelila Heleni Marko za prevode 4 del Ivana Ilića, ki jih je izdala založba Kut Logos. Razšolanje družbe leta 2023, vernakularni spol, pravico do koristnega brezdelja ter onkraj ekonomije in ekologije pa leta 2024. O delu komisije njena predsednica Nada Grošelj. Ja, to je bilo seveda zelo težko. Prvič pazili smo tudi na to, da so bile ta dela čim bolj različna, tako da se res tukaj že pri nominacijah vidi ves diapazon, ki ga pokriva Jermanova nagrada, in to je pač resnično ogromno, ne? Od antičnega Rima, Livija in te tako rekoč romaneskne mitološke zgodovine, recimo do dejansko sociologije kulture in potem do res neke take pretanjene poetike. No in seveda to je bilo dejansko najtežje potem izbrati tistega, ki naj bi dobil. Ti prevajalci so po eni strani imeli popolnoma različne zahteve pred seboj in temu primerno različne pristope. Po drugi strani je seveda to vsak od njih naredil na tem svojem področju maksimalno dobro. In potem na zadnje smo se odločili za Heleno Marko, tudi zaradi tega, ker je imela res težaven prevod, kar se tiče rabe izrazov, ne? To je bilo res zelo zahtevno, pa tudi tukaj je imela cel opus, tako rekoč. Pravzaprav je dobila nagrado za 4 dela in potem je nekako to prevladalo. Moram pa reči, da tudi druga 2 nominiranca nista bila nič slabša. V prvem odzivu je prejemnica Jermanove nagrade povedala. Jaz mislim, da smo vsi 3 prevajalci imeli tako zahtevna dela, da bi lahko kdorkoli od nas zmagal. Nisem še nobene nagrade dobila, to je moja prva nagrada prevajalska, mogoče sem zato tako v šoku in se mi zdi, kot da malo sanjamo vse skupaj, ampak na dober način. Mislim, zelo sem vesela te nagrade, pomeni mi priznanje mojemu delu, ker Ivan Ilić je bil moj najtežji prevajalski projekt do zdaj in sem včasih imela občutek, da ga ne bo nikoli konec, da ne bom, kako bom strla vse te orehe, in je kar preizkušal mojo potrpežljivost in vztrajnost, ampak mi je bil velik izziv in tudi velik užitek, ker sem si res lahko ustvarjalno dala duške, lahko sem se igrala z besedami, lahko sem, ne znam pojasniti, ampak rekla bi, da sem zrasla s tem projektom, da sem razširila meje tega, kar znam prevajati, bilo je tudi dokazovanje sami sebi, če se znam lotiti, tako da sem zelo vesela in tega projekta, da ga imam za sabo, in te nagrade. Komisija je o nagrajenki zapisala. Prevajalka Helena Marko se je z Ilićevo pisavo spopadla suvereno. Angleški izvirnik je v slovenščino prelila tako, da je ohranila njegovo zgoščenost, pomensko nasičenost ter energičen ritem s pridihom neprisiljene, nevsiljive arhaičnosti. Pri tem pa upoštevala notranje zakonitosti slovenščine ter pogumno izkoristila njene izrazne možnosti. V prevodu Helene Marko se nam Ivan Ilić v slovenščini razodeva kot pronicljiv, drzen, globok in prepričljiv mislec, ki nas še vedno nagovarja z nezmanjšano aktualnostjo svojih analiz in pogledov.
pogledov. O avtorju prevajalka Helena Marko. Jaz bi izpostavila to, da naj vas ne prestraši to, da je Ilić bil duhovnik, zato ker Ilić piše kot zgodovinar, ne kot teolog. In v bistvu konec koncev, če je komu to motivacijo, cerkev ga je malo da ne izobčila zaradi njegovih ostrih kritik cerkve in kapitalizma. In meni se zdi, da je on danes, 50 let kasneje, po teh prvih knjigah, da je on danes bolj relevanten kot kdajkoli. Na nek način me spominja na Orwella in na Huxleya po tej svoji vizionarskosti, kako je znal predvideti, v kakšno globoko bulo gre današnji svet. In tako glede šolstva, tako glede energije, tako glede kritike potrošnjosti, v kakšno potrošniško zanko smo se vsi skupaj ujeli. Tako da veliko krat, ko ga bereš, si res prav osupel, ko bereš, kako sodobne so te knjige. Tako da mislim, da je danes še bolj relevanten kot takrat, ko jih je napisal. Pri prevajanju del Ivana Ilića je morala Helena Marko streti veliko prevajalskih orehov. Poseben izziv je bil prevod pojmov, ki v splošni zavesti označujejo eno, Ilić pa je z njimi opisoval nekaj drugega. In kako se je lotila teh prevajalskih orehov? Predvsem z neskončno mero potrpežljivosti. Mislim, da Ilić zahteva enega posebnega norca od prevajalca, da se ga lotiš, in jaz sem pač tak norc očitno. Enostavno, kdo drug bi mogoče kakšne bližnjice usekal, jaz sem pač perfekcionistka in ne bom odnehala, dokler ne bom najdla in raziskala rešitve, ki se mi zdi najbolj primerna. Predvsem pa sem mogla res zelo, zelo raznoliko terminologijo raziskati, tudi terminologijo, ki mi je mogoče ni blizu, recimo termodinamika. In Ilić me spominja na reko, on v bistvu tako teče kot reka skozi svoje knjige in skozi ta zgodovinski pregled nam podarja en tak proces, kako smo se znašli v tem današnjem kapitalizmu oziroma kako plujemo proti temu, kar recimo Varoufakis imenuje tehnofeudalizem. Te faze Ilić ni več doživel, ampak mi se recimo v šoli nismo učili na tak način o zgodovini, kakor Ilić piše o tem. In vedno so nam govorili, patriarhat, vse slabo, ženske so bile zatirane in je tako ena taka zelo črno-bela predstavitev tega sveta v preteklosti. Ko bereš te knjige, vidiš, da so bile stvari veliko bolj kompleksne in veliko bolj zapletene in tudi veliko bolj zanimive. In jaz vam garantiram, da če boste prebrali njegove knjige, da boste na ta razvoj kapitalizma in razvoj potrošniške družbe gledali povsem drugače, kot ste gledali do zdaj, ker boste izvedeli ene stvari, ki jih do zdaj niste mogli izvedeti. Predlaga tudi rešitve, kako se lahko rešimo iz tega, ampak trenutno nam malo slabo kaže, ne? Ob podelitvi Jermanove nagrade je bila spodbudna tudi opomba predsednice strokovne komisije Nade Grošelj, da je bila tokratna bera kvalitetnih prevodnih del še posebej obilna. Selimo se na Štajersko. V Pokrajinskem arhivu Maribor bodo v začetku decembra predstavili knjižno izdajo z izbranim gradivom o prevratnih dogodkih v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja v Mariboru, ki ga je več let po svoji upokojitvi zbiral general Rudolf Maister. Ustvaril je obsežno zbirko Prevratni dogodki na Slovenskem, Štajerskem in v Prekmurju in tako postal pomemben kronist svojega časa. Gradivo, ki ga hranijo v arhivu, bo kmalu dostopno javnosti v digitalni obliki, na dvorišču Mariborskega pokrajinskega arhiva pa je že na ogled panojska razstava z naslovom Maistrova časovna kapsula. Brigita Mohorič. Razstavljene so kopije izbranih dokumentov in fotografij iz gradiva generala Rudolfa Maistra o prevratnih dogodkih v Mariboru od leta 1918 naprej pa do leta 1934. Maister je namreč po upokojitvi začel sistematično zbirati dokumente, pričevanja in drugo gradivo o dogajanju v mestu in širše in ustvaril zbirko, ki jo v 11 škatlah hranijo v tukajšnjem arhivu. Obsežno gradivo, ki tudi skozi osebne zgodbe Maistrovih soborcev, pa učiteljev, uradnikov, sodnikov in drugih preprostih ljudi, ponuja vpogled v dogajanje v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja na Štajerskem in v Prekmurju in boljše razumevanje prevratnega časa.
Raziskala sta ga dr. Gregor Antolinčič z Znanstveno-raziskovalnega centra pri SAZU-ju in Špela Valadžija, strokovna sodelavka arhiva. To je izredno raznovrstno gradivo, ni samo spisovno gradivo, ampak tudi grafično, ki je zelo vizualno privlačno. Majster je prosil, naj se pošlje poleg odgovorov na njegova vprašanja tudi priloge, fotografije, ki so primerne za reprodukcijo, različne plakate, letake in v bistvu vse to zelo slikovito potem opisuje lahko ta čas. Hkrati so pa tudi take zanimivosti. Shranjeval je tudi svojo dokumentacijo, recimo ob organizaciji proslave ob 10-letnici ustanovitve kraljevine SHS oziroma prevratnih dogodkov. Ohranjanje scenarij prireditve, plakati, prošnje za sponzorstvo, press clipping, bi lahko rekli v današnjem času. Gre za zelo raznovrstno gradivo, ki pripoveduje o ljudeh, v mestu, prelomnih dogodkih, je podoba, slika dogajanja tistega časa. Gotovo, zdaj običajno pri teh večjih zgodovinskih dogodkih je tako, da se retrospektivno gledano ohranijo samo imena tistih vidnih osebnosti. Zdaj, če govorimo o tem času, bi lahko rekli nekih tedanjih osamosvojiteljev, generala Maistra, morda Anton Korošec, pa drugi politični veljaki, Vrstavšek in tako naprej. Zdaj, vse tiste zgodbe teh malih ljudi, ki so pa prav tako pripomogli k neki tranziciji, se pa pozablja velikokrat. In Maister je za tem pošiljanjem teh anketnih vprašalnikov in tem shranjevanju tega gradiva nam na nek način, in zato smo tudi razstavo tako poimenovali, ustvaril neko časovno kapsulo, ki nam oživi vsa ta imena teh, mogoče danes širši zgodovinski zavesti, neznanih ljudi, ki pa so gotovo v enaki meri kot Maister in vsa ostala imena, ki pa so v učbenik zapisana, pripomogli k tej tranziciji, kot sem rekel. In zaradi tega je to toliko dragoceni vir, ker nam res popelje v duh tistega časa in ne samo v duh tistega časa, predvsem tisto, kar je takrat ljudi žulilo, skrbelo in kar se jim je na nek način zdelo pomembno. Vse tisto so seveda zapisali v odgovorih na ta Maistrova vprašanja. Kako vidite Maistra v luči tega dokaj novega oziroma javnosti manj znanega gradiva, ki ste ga preučevali? Da se vsake vloge, v kateri je bil, lotil odgovorno, resno, izjemno natančno. V bistvu mi je bilo kar zanimivo ga spoznavati v takšni luči. In vedno sem bila navdušena, ko sem nekaj novega še odkrila v njem, tudi vse te njegove opombe, kako res je vse preučil in v bistvu je res izjemen in organizator, kar v bistvu tudi s tem dokazuje. Maister je mnoge anketne vprašalnike, ki so se njemu vrnili, jih ni izstavil vestno v fascikl in jih zložil na polico, ampak jih je dejansko pregledal, prebral in jih opremil tudi za svojimi opaskami, ki so včasih pozitivne, včasih manj pozitivne, kar torej pomeni, da ni bil samo zbiratelj tega gradiva, ampak ga je nek način že začel sam ovrednotiti. Ali je želel dodatna pojasnila, ali se z nekimi podatki ni strinjal. In to se gotovo kaže na to, da se je tega dela res lotil temeljito in da mu je to delo gotovo zapolnilo precejšnji del njegovega vsakdana v tistem času. Kaj to zbrano gradivo oziroma to, kar razkriva gradivo, pomeni za mesto, za prihodnost? Jaz mislim, da prav to gradivo kaže na tisto širino Maistra in ne samo razumevanje nekega prelomnega trenutka, ko je mogoče kot vojaška osebnost se znal postaviti zase in za svoj narod, ampak tudi neko širino dojemanja časa in pomena tega časa oziroma tega prelomnega časa v slovenski zgodovini. Jaz mislim, da se je Maister zelo dobro zavedal, da se je v letu 1918 za Slovence začela prelamljati zgodovina iz nekega stoletnega življenja pod žezlom Habsburžanov na neko jugoslovansko pot in iz tega zavedanja navzven je očitno želel ohraniti čim več gradiva na ta čas, da bi lahko bodoče generacije bolje razumele, zakaj so se takrat posamezniki odločili tako, kot so se, kako je to vse vplivalo na posameznika in kar vedno v tem kontekstu dodam, da za razliko od katerih osamosvojiteljev z kakšnega drugega obdobja je ta fond
na nek način dokaz, da se Meister ni želel v prvi vrsti samo sebe stilizirati kot vsemogočnega generala, ki je na svojih plečih nosil, bom rekel, to transformacijo iz Habsburške monarhije v jugoslovansko državno tvorbo, ampak se je zavedal pomena vseh teh, ki so mu pri tem pomagali in jim na nek način tudi s tem fondom in ohranjanjem tega gradiva postavil nek spomenik. Preprostim ljudem, številnim preprostim ljudem, ki jih zgodovina ne omenja. Ja, ki jih njihovih imen ne bomo prebrali v učbenikih, ampak na tej razstavi pa v prihajajoči knjigi pa bo marsikatero od teh imen odtisnjeno in na tak način morda simbolno vsaj delno izpolnjena tudi tista naloga, ki si jo zadal Rudolf Meister. Izbrani dokumenti iz gradiva Rudolfa Meistra, spremno študijo obeh avtorjev, Gregorja Antolinčiča in Špele Valadžija, so predstavljeni v 52. zvezku gradiva za zgodovino Maribora, ki je posvečen prevratnim dogodkom na Slovenskem Štajerskem in v Prekmurju. Pokrajinski arhiv Maribor bo knjigo izdal v prvih dneh decembra. Celotno Meistrovo gradivo pa bo javnosti na voljo tudi v digitalizirani obliki. Digitalna knjižnica Slovenije praznuje 20 let delovanja. Portal z oznako DLIB je vir za prost dostop do slovenske pisne kulturne dediščine ter sodobnih strokovnih in znanstvenih vsebin v digitalni obliki. Njegova skrbnica je Narodna in univerzitetna knjižnica, gradivo zanj pa je prispevalo več kot 700 ustanov. V njem je zbranih prek 1 100 000 zapisov. O tem, kaj vse je mogoče najti na DLIB-u in o razvojnih izzivih, je Aleksander Čobec k pogovoru povabil ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice Jano Kolar. Jana Kolar, zakaj je portal DLIB zanimiv za slehernika? Ne le za strokovnjaka, za znanstvenike, ampak za vse, ki bi radi odkrili kaj zanimivega o širši, pa tudi svoji osebni preteklosti. Portal vsebuje izjemno veliko zanimivega gradiva. Ne zgolj starega časopisnega gradiva, temveč tudi na primer fotografije, slike, zemljevide, pa tudi različne skenograme v 3D obliki iz muzejskih inštitucij. In prav na tem področju bomo predstavili še mnogo več vsebin v bodoče. Za katere vsebine pa se uporabniki najbolj zanimajo? Ja, prav gotovo ena od zanimivih vsebin, ki jih imamo na DLIB-u, je, kaj se je zgodilo na današnji dan. In to je tudi nekaj, kar mediji pogosto povzamajo. Katere pa so največje dragocenosti DLIB-a? To pa odvisno, koga vprašate. Zdaj, knjižnica hrani izjemno veliko dragocenosti, naprimer Sorpraselski kodeks, ki je na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine. Vendar za mene osebno je največje bogastvo DLIB-a njegova celovitost. Vse to, kar zajema, kar je narodna identiteta, ki je nastajala skozi stoletja in je danes na voljo v digitalni obliki vsem, ki jo raziskujejo. Kaj ste vi osebno našli na DLIB-u? Ja, tudi odvisno kdaj. Danes sem se ukvarjala predvsem z Ivanom Cankarjem, z digitalnim asistentom, pogovornim pomočnikom, ki smo ga objavili prvič na današnji dan. Ta je tisti, ki bo pomagal učencem, ko se bojo na primer pripravljali na esej v sklopu splošne mature v naslednjem letu, pa tudi vsem, ki jih zanima Ivan Cankar. Namreč ta pogovorni pomočnik bo črpal znanje iz celotnega DLIB-a, se pravi iz vseh informacij o Cankarju in njegovem času, ki jih imamo zaenkrat na voljo v elektronski obliki. Kaj prinesel razvoj, katere bodo še novosti, poleg tega govornega pomočnika vida? Mi imamo izjemno ambiciozne načrte, predvsem nove tehnologije danes omogočajo novo kvaliteto uporabniških storitev. Želimo razviti semantično iskanje po DLIB-u, kar pomeni, da uporabnik ne bo iskal zgolj po recimo ključnih besedah avtorjev
viru ali naprimer letnici objave, temveč po vsebinah, tako kot naprimer danes lahko iščete po ChatGPT-ju ali kakšnih drugih velikih jezikovnih modelih. Poleg tega bomo razvili pogovorne pomočnike na različnih področjih, ki bojo dejansko vir znanja za splošno javnost, pa tudi za strokovnjake. Računamo tudi z širitvijo DALIB-a, z povezovanjem z drugimi repozitoriji, se pravi elektronskimi skladišči podatkov dediščinskih ustanov, zato da bomo preko enega portala v bodoče lahko dostopali do celotne digitalne kulturne dediščine v Sloveniji. Kdo vse je vključen v DALIB? V DALIB se vključujejo partnerske ustanove, doslej se jih je vključilo preko 700 in to so knjižnice, muzeji, galerije, arhivi, se pravi predvsem dediščinske ustanove. Na DALIB-u je dostopno predvsem gradivo, ki ni avtorsko zaščiteno. Če pa se uporabnik zanima za gradivo, ki je avtorsko zaščiteno, je moral do zdaj obiskati NUK ali mogoče kakšno knjižnico v bližini. Kaj pa bo po novem? Ali bodo tudi to avtorsko gradivo dostopno na skrajnejših koncih Slovenije? Prav s tem se tudi ukvarjamo, to imamo zdaj pilotni projekt. To gradivo bo dostopno sicer še vedno na namenskih računalnikih, vendar v različnih knjižnicah po Sloveniji. Kako se bo DALIB razvijal v prihodnje, pa bo odvisno od sredstev. Malo prej je bilo rečeno, da če bi želeli digitalizirati vso gradivo, ki je nastalo od leta 1991, bi potrebovali 100 let, če bi ga digitalizirali v tempu, ki ga zmorete. Teh 100 let velja samo za knjige, ne za vse ostalo. Se pravi, 100 let nam vzame samo, da bi s tem tempom, če nadaljujemo, digitalizirali knjige, ki so nastale od začetka 90-ih let. To seveda ni vzdržno. To absolutno moramo pospešiti hitrost digitalizacije. Namreč danes tehnologija in zakonodaja omogočajo, naprimer znanstvenikom, rudarjenje tudi po avtorsko zaščitenih delih pod določenimi pogoji. In to jim moramo omogočiti. Izhodišče pa je, da imamo te podatke v digitalni obliki. Tako da absolutno moramo pridobiti sredstva in razširiti ponudbo našega gradiva v digitalni obliki. Torej, naj se vam čas pospešil na področju digitalizacije. To bomo se lahko ozrli po preteklih časih. Jana Kolar, ravnateljica NUK-a, najlepša hvala za pogovor. Hvala za zanimanje. Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Kulturna panorama. Prispevke zanjo so pripravili Gregor Podlogar, Urška Savič, Žiga Bratož, Sanja Rejc, Brigita Mohorič in Aleksander Čobec. Za tonsko podobo oddaje je poskrbel Max Pust, oddajo pa sem uredila in vodila Ana Rozman. Hvala za vašo pozornost in srečno!